Spoštovani predstavniki Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, spoštovani zdravniki, diplomirane medicinske sestre, bolniki in ostali pomembni gostje in udeleženci 8. nacionalne konference obvladovanja sladkorne bolezni, naj vam v imenu organizatorjev današnjega dogodka, to je Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zaželim prav lep pozdrav. Tokratno nacionalno konferenco posvečamo integrirani oskrbi sladkorne bolezni. Oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo je vse prej kot enostavna. Se vključuje številne zdravstvene in druge strokovnjake, ki so zaposleni v zdravstvenih domovih, specialističnih ambulantah, terciarnih centrih in v lekarnah. Kako usklajene so njihove dejavnosti, ali so navodila, ki jih dajo bolnikom s sladkorno boleznijo, enotna, ali jih v resnici bolnik na različnih ravneh zdravstvenega varstva sploh razume. O teh in drugih vprašanjih razmišljamo danes. Naj za uvodni pozdrav najprej poprosim doktorico Ano Medved, državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje. Doktorica Medved, izvolite. Dobro jutro želimo vsem. Najlepša hvala za povabilo. Torej, vesela in počaščena sem, da vas lahko pozdravim na današnji, že 8. nacionalni konferenci na temo obvladovanja sladkorne bolezni. Med nami še posebej toplo pozdravljam predstavnico Svetovne zdravstvene organizacije, gospo Darino Sedlak, ki je vodja urada v Sloveniji, gospoda Filipeja Raposo, predstavnika Portugalske, in gospo Marino Magini, predstavnico Nacionalnega inštituta za zdravje Italije, ki je vodja delovnega paketa o sladkorni bolezni v projektu skupnega ukrepanja Evropske unije na področju obvladovanja kroničnih bolezni, Chronic Disease Across Europe, in nas bo pozdravila preko Skypa. Sladkorna bolezen je v Sloveniji upravičeno deležna velike, tako strokovne kot tudi politične pozornosti. Namreč prizadene veliko ljudi različnih starosti. Z ukrepi za zdrav način življenja, z zgodnjim odkrivanjem in z zagotavljanjem dostopne in kakovostne zdravstvene obravnave lahko pomembno prispevamo k preprečevanju te bolezni, boljšim izidom zdravljenja in večji kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo. V Sloveniji se lahko pohvalimo, da bomo v prihodnjih letih z več milijoni evropskih sredstev nadgradili preventivo v osnovni zdravstveni dejavnosti. Ob uspešno uvedenih presejalnih programih za raka, srčno-žilne bolezni in sladkorno bolezen in celostni obravnavi kroničnih bolnikov v referenčnih ambulantah bodo postopoma v vseh zdravstvenih domovih zaživeli centri za krepitev zdravja. V teh centrih bodo zaposleni timi različnih strokovnjakov, ki bodo izvajali svetovanje in delavnice za spremembo življenjskega sloga, kot so delavnice za odvajanje kajenja, delavnice za zniževanje telesne teže, delavnice za promocijo zdravega načina življenja. V teh centrih blizu njihovega doma bo bolnikom, tudi bolnikom s sladkorno boleznijo, na voljo tudi edukacija. Ena ključnih nalog timov v centru pa bo povezovanje z drugimi akterji v lokalni skupnosti z namenom naslavljanja neenakosti v zdravju. Ker še tako učinkovit in dobro izveden program je uspešen samo takrat, če doseže vse, ki ga potrebujejo. Prav v tem delu bo pri sladkorni bolezni ključno tudi povezovanja tima v centru z laičnimi svetovalci. Na primeru sladkorne bolezni tako gradimo model, ki bo lahko zanimiv tudi za druge kronične bolezni. S širitvijo referenčnih ambulant in uvajanje novih preventivnih pristopov v centrih za krepitev zdravja in tudi lekarnah želimo zagotoviti čim boljšo dostopnost do preventivnih programov za vse, še posebej seveda za ranljive skupine. Ministrstvo je letos podprlo tudi 3-letni program Zveze diabetikov Slovenije, ki vključuje ozaveščanje in delo laičnih svetovalcev ter kampanje namenjene ozaveščanju Zavoda Diabetes. Pomembna javna sredstva so bila vložena tudi za odkrivanje retinopatije, diabetološka stroka pa že razvija pristope za bolj učinkovito prepoznavanje diabetične noge in preprečevanje amputacij. Da bi se lahko prihodnje veselili rezultatov, bodo potrebna vlaganja v izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter dosledno zagotavljanje izvajanja sprejetih preventivnih programov in storitev v vseh regijah.
Vzpostavljen sistem spremljanja dogovorjenih kazalnikov uspešnosti bo ključen, da bomo lahko sploh dokazali, da so vlaganja res obrodila sadove. Vse to so elementi izvajanja nacionalnega programa do boljšega obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji, ki jih uresničujemo v sodelovanju vseh strok in organiziranih bolnikov. Zavedati pa se moramo, da bo kljub naporom zdravstvenih delavcev rezultat še vedno zelo odvisen od sodelovanja in prizadevnosti bolnikov samih. Kajti oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo je zahtevna. Vključuje številne zdravstvene delavce in druge strokovnjake v zdravstvenih domovih, specialističnih ambulantah, terciarnih centrih in seveda lekarnah. Pomembno je, da so njihove dejavnosti usklajene, povezane in bolniku na različnih ravneh zdravstvenega varstva zagotavljala enaka in razumljiva navodila, ter da pri načrtovanju zdravljenja v kar največji meri upoštevajo bolnikove želje in želje njihovih bližnjih. Le integrirana oskrba zagotavlja optimalne izide zdravljenja in bolniku pomaga, da prevzame nadzor nad svojim zdravjem. Z vidika zdravstvenih strokovnjakov so največje ovire za dobro integrirano oskrbo sistemske in organizacijske narave, zato sta komunikacija in sodelovanje v timih med strokovnjaki in inštitucijami in med različnimi ravni zdravstvenega varstva še vedno neorganizirana in odvisna predvsem od prizadevanj posameznikov. Že več kot 10 let gradimo na poenotenju pristopov, povezovanju različnih strok in vključenosti bolnikov. Za izvajanjem nacionalnega programa smo že več kot na polovici, saj se zaključi leta 2020. Kot razumem, pa se že pripravlja nov program za obdobje med letoma 2020 in 2030. Naj na koncu omenim tudi to, da smo na ministrstvu pripravili nov zakon predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno v javni razpravi. Mnogim je namreč že znano, da s tem zakonom uvajamo nov steber socialne varnosti, ki bo v povezavi z drugimi sistemi socialne varnosti ljudem, ki so odvisni od pomoči in oskrbe drugih oseb, omogočal čim daljše, kvalitetno, varno in tudi čim dalj samostojno življenje, bodisi v domačem okolju ali v institucionalnem varstvu. Ob zavedanju, da nas je demografija že prehitela, potrebujemo tudi vašo podporo pri uvajanju teh sprememb. Zakon prinaša možnost primerljivih storitev, ne glede na okolje, kjer uporabnik živi. Danes namreč mnoge storitev uporabnikom na domu niso dostopne. Dober primer izboljšav ureditve je ravno področje podpore uporabnikom pri jemanju zdravil. Tako je danes lahko dejstvo, da starejša oseba prejme inzulinsko terapijo, ki se zaradi različnih razlogov ne more aplicirati sama, povezano celo z namestitvijo v inštitucijo. Če povzamem, rešitve na področju sladkorne bolezni so vedno bolj vodilo za iskanje sistemskih rešitev pri naslavljanju kroničnih bolezni nasploh. Zato se mi zdi prav, da ste z naslovom današnjega dogodka postavili širši okvir razpravi o prepoznavanju problemov in njihovih možnih rešitev na področju preprečevanja in oskrbe kroničnih bolezni, tako v sistemu zdravstvenega varstva, kot v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Najlepša hvala. Lepa hvala državni sekretarki z Ministrstva za zdravje, gospi Medvedovi. Besedo zdaj predajam gostitelju današnje konference, profesorju doktorju Ivanu Erženu, direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hvala lepa, spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani visoki gostje. Vsako leto imamo to priložnost, da prikažemo, kaj smo opravili, kaj je tisto, na kar smo še posebej ponosni in kaj imamo v načrtu za naslednje leto. V okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo razmišljali, kako to diskontinuiteto prekiniti, kako konferenco, ki je tako kakovostna in tako pomembna, kot je recimo današnja, narediti bolj dostopno, kako jo razširiti v javnost, kako jo narediti bolj trajno. No in seveda ni neka posebna novost, za nas pa je velika novost, odločitev, da bomo od danes naprej v prihodnje, ne samo na tej konferenci, na to temo, ampak tudi na drugih konferencah, ki jih bo Nacionalni inštitut organiziral in teh veste, da je zelo veliko, bomo naše delo ali pa delo konference odprli najširši javnosti in sicer na tak način, oziroma na več načinov, predvsem v prvi vrsti, da bomo uporabili sodobne možnosti, ki jih komunikacijske tehnologije danes prinašajo.
znanje in izkušnje, ki jih imajo naša domača podjetja na tem področju. To želimo vključiti tudi v naše delo. Veste, da vse tisto, kar počnemo v okviru Nacionalnega inštituta, nima nobene vrednosti, če tega nismo spravili med ljudi, med tiste, za katere je to potrebno. In zato iščemo in si prizadevamo za različne te komunikacijske poti, malo bolj, včasih malo manj uspešno, in prepričan sem, da se je začela z današnjo konferenco začelo neko novo obdobje. Obdobje, kjer bomo v bistvu komunicirali ne samo z vami, ki ste tukaj v tej dvorani, ampak z vsemi zainteresiranimi v Sloveniji, in to ne samo v času konference, ampak tudi po konferenci v obdobju med obema, recimo, konferencama. Na kakšen način? Na tak način, da bomo za začetek seveda to posneli in se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste dali soglasje za to, da smemo vaše prispevke posneti in jih potem seveda objaviti na internetu, da jih bodo lahko pogledali tudi vsi ostali zainteresirani. Naslednje leto, prepričan sem, bomo uspeli to konferenco predvajati tudi v živo, se pravi, da bomo lahko pomnožili število udeležencev, ki bodo prisostvovali temu pomembnemu dogodku, z vsemi tistimi, ki pač zaradi različnih razlogov ne morejo priti, in seveda tudi bi bilo nemogoče postaviti tako velik dogodek. Vmes pa, kot rečeno, bomo zagotavljali intenzivno komunikacijo z vsemi deležniki oziroma z vsemi zainteresiranimi na različne načine, preko forumov, preko učenja, preko delavnic, preko webinarjev, vse to, kar seveda večina med vami že dobro pozna. Mi bomo to zdaj ustanovili in uporabljali za vse programe, ki jih v okviru Nacionalnega inštituta izvajamo in jih potem seveda komuniciramo z javnostmi. Tako da to je za nas izjemno prelomen dogodek. Prosim za odpustke, kajti na začetku je vedno zelo težko, stvari se zapletajo, ampak mi smo učeča se organizacija, učeči se strokovnjaki iz področja javnega zdravja, odprti za novosti. In tako kot smo si mi to zamislili in tako kot zdaj to z vami delim, predvsem pa kako bomo to v praksi potem predstavili, sem prepričan, da boste ta naša prizadevanja podpirali in jih seveda po svoji moči, strokovni predvsem, tudi razvijali v dobro vseh tistih, ki še niso zboleli in upamo, da tudi ne bojo, pa seveda tudi v dobro vseh bolnikov. Želim vam uspešno delo danes in seveda se vidimo na internetu potem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Eržen. Sladkorna bolezen pesti okoli 10% prebivalstva v Evropi in dobro je, da se ga nagovarja v živo, prek zdravstvenih delavcev in seveda najširše javnosti, kot ste opozorili. In ker je sladkorna bolezen tako zelo prisotna, verjetno je ne bo manj, verjetno jo bo še več, so ustrezne strategije obvladovanja te kronične bolezni pomembne ne le za posameznika, ampak tudi družbo. Pred mikrofon zato vabimo doktorico Darino Sedlakovo, vodjo Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji. Miss Sedlakova, please. Dober dan. And now I have to switch into English. I'm sorry, but it will happen several times during the day, so I'm sure you will enjoy also this part of your high-level meeting. And I really dare to say high-level, because knowing that all possible stakeholders have been invited to participate to this 9th National Conference of Diabetes is really a very good piece of information. Moreover, that it's apparently streamlined and access to all information and all exchange of knowledge and experience that will happen here today will be made available to far more people than sitting in this room. So congratulations, first of all, for doing it, that interesting event for a wide audience in Slovenia. Majority of you here are experts in diabetes, so it's almost useless to tell you how difficult this disease is and why so many years not only national governments but also international organizations like WHO have been investing a lot of
sources, be it human, technical, financial, in containing the growing epidemic of diabetes. You may well know that approximately 10% of European population suffers from diabetes, and Slovenia is very close to this figure as well. And its epidemic spread is caused primarily by growing prevalence of modifiable risk factors like overweight and obesity, unhealthy diets, physical inactivity, and socioeconomic disadvantages. Studies on diabetes epidemic done by WHO and its expert bodies suggest that non-modifiable risk factors like aging of the population or longer survival of the people with the disease explain only 20% of the increase in prevalence of this disease. Many of health risk factors associated with increasing body weight and thus increased risk of diabetes first occur in children and young people. And this is really a horrifying development, and we have to do much more in preventing diabetes in children and young people. And it's simple lifestyle changes that have shown to be effective in preventing or delaying the onset of diabetes too. The aim of population-based prevention is not only to reduce risk factors for diabetes and all other non-communicable diseases, because the common denominator of lifestyle is the same for all of them, but also to shape broader environment in which the people live, where they study, where they enjoy their life, family, work, and so on. So to allow them access to healthy choices, this is one of the most important things that we have to take care of. No single policy or intervention can achieve such change. Rather than the whole of government, whole of society approach is needed with a life course perspective, meaning from the newborn or even pre-born kids until the very last day of our life. The main topic of this conference, as I understand, is not only that you are at the crossroad of finishing one national action plan and heading to a new one for next decade, but also what news to put there to make the care not only for diabetes patients, that's absolutely the priority, of course, but also how to prevent the growth of new cases of diabetes, so health promotion, primary prevention, screening, and so on. And a lot has been discussed how to make this happen in a successful way. What new scenarios should the countries adopt to make it really a continuous care from promotion to the long-term care, let's put it that way. And in WHO, we have been working a lot on various models of so-called integrated, coordinated, multidisciplinary care. So there is a wide range of choices. I'm sorry. It's okay. There is another one. I'm very sorry, but I get enthusiastic sometimes. So in many health systems, integrated care is seen as a possible solution to the growing demand for improved patient experience and health outcomes of multimorbid and long-term care patients, what diabetic patients usually are. During the last decade, different models and approaches to integrated care have been widely applied and documented across different settings, resulting in better or not that good outcomes. So there is a lot of inspiration that you can learn from, and you can make a choice what would best fit your country. Because, as always, no one size and no one type fits all. There is a context of the country, there are competencies of different layers of the healthcare, there is different variety of health professionals taking care, and then there is a big, even a political decision to make what to change, how to change, but how to make it sustainable for a long period, to make the people enjoy the good care, the quality care, and accessible care. So integrated care, if we shall be talking about that during the day, can be judged as successful if it contributes to better health outcomes. So it doesn't serve the purpose of new organization, but it serves the purpose of better health outcome of the people. We in WHO say healthcare system must serve all people at all ages, and there is a new slogan that we use: no one should be left behind. So the system should serve everyone, the poorest, the richest, the most remote, in a village somewhere far away, just like in urban settings like Ljubljana. This is also embedded in core vision of 2030 agenda,
the famous Sustainable Development Goals, which are now accompanying our work on a daily basis. So WHO has offered several evidence-based guidelines and policy advice on integrated care to support the work in member states, including Slovenia, towards creating a person-centered health and long-term care for people at all ages. These standards can act as the basis for national guidelines, for national programs and action plans, and ensuring universal health coverage for everyone. So we shall talk a lot about that. Thank you very much, and I wish you a very nice meeting, and I'm very happy that Madam State Secretary and Director of National Health Institute are here, which is a good sign for you that the things will change. Thank you. Thank you very much, Mrs. Sedlakova. Bom poskušala povzeti na kratko. Gospa Sedlakova seveda čestita v prvi vrsti Inštitutu za javno zdravje, da se odpira javnosti, to je zelo pomembno. Pomembno je investirati veliko truda, da se vse dobre odločitve seveda delijo z javnostjo in zainteresiranimi uporabniki. Prav tako Svetovna zdravstvena organizacija vlaga velike napore, veliko truda v različne programe promocije zdravega načina življenja, kajti dejavniki tveganja, če sem gospod razumela prav, so tisti, ki v največji meri prispevajo k epidemiji sladkorne bolezni, v mnogo večji kot denimo starajoča se družba in ti naravni cikli, ki so v naši družbi prisotni. Odkrivajo oziroma na novo vzpostavljajo različne modele, kako najti najboljše rešitve, s katerimi bi poprijeli različne kronične bolezni, in pravijo, nobena rešitev ni primerna za vse. Vsaka država si mora na nek način poiskati svoj model, tisti, ki bo njeni družbi najbolje sedel. Pravijo pa tudi, da je osnovno vodilo te integrirane oskrbe, kateri bo celotna nacionalna konferenca v resnici posvečena, prav to, da mora sistem poskrbeti za vsakogar in nikogar pustiti za seboj, torej ne spregledati nikogar, ne na vasi, ne v mestu. Lepa hvala še enkrat, gospa Sedlakova. Nadaljujemo z plačnikom zdravstvenih storitev. Sladkorna bolezen je gotovo ena izmed velikih, zelo pomembnih reči, ko gre za stroške. Gospod Marjan Sušelj iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, izvolite. Hvala lepa za uvod, hvala lepa za povabilo. Dobro jutro, dober dan vsem udeležencem konference, že 8. po vrsti, kot vidim iz naslova, kar kaže, da je ta problematika prisotna v slovenskem okolju že dlje časa in da se je veliko naredilo na tem področju. Dovolite nekaj iztočnic z vidika plačnika zdravstvenih storitev. Sladkorna bolezen ima s svojimi zapleti in stroški, ki jih povzroča, ogromen vpliv na življenje v večini razvitih evropskih držav in tudi Severne Amerike. Število ljudi s sladkorno boleznijo je v zadnjih 25 letih zelo naraslo. V nekaterih državah se je v tem obdobju prevalenca bolnikov s to boleznijo potrojila, incidenca pa podvojila. Pri odraslih bolnikih s sladkorno boleznijo je tveganje smrti zaradi kateregakoli vzroka za več kot 50% večje kot pri odraslih brez te bolezni. Poleg tega pa sladkorna bolezen povzroča nešteto zapletov. Za zmanjšanje tega bremena bodo potrebna prizadevanja na številnih področjih, od primerne zdravstvene oskrbe pa vse do spremembe življenjskega sloga pri posameznikih, kar je mogoče doseči z usklajenimi ukrepi javnega zdravja s pomočjo države in skupnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije že vrsto let strateško spremlja in tudi uveljavlja različne razvojne usmeritve in ukrepe za krepitev zdravja in zdravstvene preventive. Usmeritev v zdravje in preventivo je v razmerah dolgoživih evropskih družb praktično edini logičen in učinkovit odgovor na nakopičene težave sodobnih zdravstvenih sistemov. V Sloveniji so ti premiki, tudi zaradi premikov v financiranju, dokaj jasno razvidni iz novosti, ki smo jih izvedli v zadnjih letih in ko morda niso tako na očeh kot kakšni drugi vidiki zdravstvene reforme, niso pa nič manj pomembni za naše državljane, zavarovance oziroma bolnike. Z vidikov obvladovanja sladkorne bolezni so pomembne zlasti novosti, ki jih izpostavlja nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni, kot so centri za krepitev zdravja na primarni ravni,
referenčne ambulante, dostop do novih inovativnih zdravil in načinov zdravljenja, vključno seveda tudi z ustreznimi medicinskimi pripomočki, sprejem strokovnih kliničnih smernic in seveda tudi drugih novosti. Vodenje bolnikov s sladkorno boleznijo se izboljšuje. Število zapletov se lahko pomembno zmanjša z intenzivnim spremljanjem krvnega sladkorja, krvnega pritiska in krvnih lipidov. Marsikje so ti ukrepi že privedli do ugodnih rezultatov. Ne omenim nekatere izposojene iz ameriškega okolja. Zadnje raziskave kažejo, da so po podatkih Centra za kontrolo zdravja in prevencijo pri bolnikih s sladkorno boleznijo pokazali pač pomembno 19% zmanjšanje okvara vida, 26% zmanjšanje incidence ledvične odpovedi in kar 65% zmanjšanje števila amputacij spodnjih končin. Ravno tako se je smrtnost bolnikov s sladkorno boleznijo zaradi srčno-žilnih vzrokov zmanjšala za približno 40%, zaradi vseh vzrokov pa za 23%. Podatki se nanašajo na obdobje 2000 do 2010. S sladkorno boleznijo povezani stroški se pomembno povečujejo, predvsem so stroški zdravljenja posameznega bolnika v večini razvitih državah narasli manj, kot so se povečali izdatki za nacionalno raven. Povečano breme sladkorne bolezni je zato povzročilo njena večja razširjenost, ne pa toliko povečani stroški zdravljenja posameznega bolnika. Zato bo potrebno pripraviti še vrsto drugih iniciativ za zmanjšanje bremena sladkorne bolezni. Zdravljenje diagnosticirane sladkorne bolezni je že dodobra uveljavljeno, za še večjo uspešnost pa bo potrebno vzpostaviti več intenzivnejšega sodelovanja med bolniki, njihovimi najbližjimi in strokovnjaki različnih profilov. Po drugi strani veliko bolnikov za svojo sladkorno bolezen sploh ne ve, zato pa bi morali izvajati intenzivnejšo zgodnjo detekcijo primerov ali pa presejalne teste s pazljivim upoštevanjem vseh značilnosti rizičnih skupin prebivalstva. Narašča tudi število ljudi s preddiabetesom, tudi prisotnosti tega stanja se večina, predvsem starejših, ne zaveda, brez učinkovitih intervencij pa jih bo približno tretjina v 5 letih dobila sladkorno bolezen. Po mnenju strokovnjakov bi bilo za preprečevanje nastajanja sladkorne bolezni najbolje preprečevati preddiabetes in njegov razvoj v sladkorno bolezen. Za tak cilj pa bi morali doseči spremembe v dejavnikih tveganja, ki lahko privedejo do nezdravega življenjskega sloga. Pri tem bi moralo sodelovati celotno prebivalstvo s spodbujanjem skrbi za zdravje, preprečevanjem debelosti in ustvarjanjem fizičnega, kulturnega in psihološkega okolja, ki podpira zdrav življenjski slog. Tega posamezni bolniki ali izvajalci zdravstvenega varstva ne morejo doseči sami. Zato je potrebno vzpostaviti integrirane sisteme oskrbe, ki bodo spodbujali doseganje želenih ciljev, kar kot razumem je tudi predmet današnjega posveta oziroma trenutne konference. Politična zavezanost bo spodbudila zavezanost javnosti na vseh ravneh. Pripravljene strategije se bodo dopolnjevale in bodo učinkovitejše, če bodo obravnavale problem sladkorne bolezni tako na nacionalni ravni kot na ravni skupnosti. Pri sladkorni bolezni je integrirana oskrba nujna zaradi z njo povezanih naraščajočih stroškov zdravstvenega varstva, še vedno prisotne neenake dostopnosti za posameznike s to boleznijo, nepotrebnih napotitev v urgentno obravnavo, morda sem in tja tudi različnih pristopov k zdravljenju in še vedno grozečemu pomanjkanju ustrezno pripravljenih strokovnjakov. Spoštovani, integrirana oskrba bo lažja z implementacijo visoko razvitih tehnoloških sistemov, ki bodo omogočali hitro uveljavljanje novih pristopov k zdravljenju in vodenju velikega števila ljudi s sladkorno boleznijo, vključenost bolnikov v soodločanje, boljšo dostopnost do ustreznih zdravniških nasvetov za širok krog prebivalstva in učinkovito usklajeno zdravljenje, ki bodo stroškovno in seveda tudi, upam, klinično učinkoviti. Udeležencem konference vsem vam želim učinkovito, uspešno delo in imate polno podporo Zavoda za zdravstveno zavarovanje tudi v plačniškem delu. Hvala lepa za vašo pozornost.